Študente so na mariborski univerzi, ki jo sestavlja 17 fakultet, sprejeli že zadnji teden septembra. Zanje pripravili uvajalna predavanja in jih seznanili z njihovimi pravicami in dolžnostmi. Tisto, kar je mogoče novost letos na Univerzi v Mariboru, so novosti bolj športno obarvane. Program Management v športu kot nov študijski program na Fakulteti za organizacijske vede, nove športne panoge na študijskem programu Športno treniranje na Pedagoški fakulteti, drugih bistvenih sprememb pa ni. Odkar se študira po bolonjskem sistemu, ki je študij razbil na 2 stopnji, se po besedah Nataše Vavputič študira dlje. Študij prav tako podaljša nezaposljivost z določenih študijskih smeri ali pa delo že med študijem. Vpis v posamezne študijske programe sicer še poteka. Bolj ali manj so vedno isti študijski programi, ki so zelo zanimivi. To je medicina, potem Fakulteta za zdravstvene vede, Fakulteta za varnostne vede. V prihodnosti se v Mariboru obeta še študij stomatologije, klinične farmacije in kriznega menedžmenta. Kdaj bodo uvedeni, še ni znano. Od leta 1994 za izvajanje študentskih, interesnih in obštudijskih dejavnosti skrbi študentska organizacija Univerze v Mariboru ŠOM, ki vodi tudi študentsko politiko na področju izobraževanja, socialnega in ekonomskega položaja študentov ter mednarodnega sodelovanja. Letos bodo za študente pripravili okoli 100 različnih aktivnosti in dogodkov, pri čemer se soočajo z velikim izzivom. V zadnjem času, v zadnjih letih se je očitno trend nekoliko spremenil in je v bistvu študente bistveno težje privabiti ven iz študentskih domov, iz stanovanj, da pridejo na dogodke, tako da to je mogoče eden izmed največjih izzivov. Danes in jutri poteka krvodajalska akcija, ki je eden izmed večjih projektov, v bistvu projekt Študentske organizacije Slovenije, poteka po celotni Sloveniji, tako da, če smem, vljudno vabim študente in pa vse ostale, da darujejo kri. Sicer pa se že v preteklem tednu in še naprej se dogaja res veliko. Potekali so Welcome Weeks, ki še trajajo, tako da danes zvečer recimo poteka v Štuku Trivia Night, kjer se bodo študentje preizkušali v svojem znanju. Sicer pa smo že dali skozi projekte, kot so International Evening za tuje Erasmus študente, Scufan torek, torej ena izmed večjih zabav, prva vodna zabava, kjer se študentje spoznajo, čaka nas še brcovanje, čakajo nas potopisna predavanja. Dali smo tudi skozi četrtkov večer komedije, ki je bil zelo obiskan, da se študentje na začetku študija tudi malce nasmejijo. Pa je tu potem tek na Kalvarijo, skratka res v bistvu širok spekter vsebin. Kakšne problematike se bodo na ŠOM lotili letos? Mogoče bi na tem mestu izpostavil zakon o urejanju položaja študentov, ki je trenutno zelo aktualen. Čakamo, na odboru je že bil namreč potrjen. Recimo, točno v tem zakonu se borimo za podaljšanje prehrane, naprimer do 9. ure. Borimo se za zvišanje dohodninske osnove. Kar pomeni dvig olajšave pri dijaškem in študentskem delu. Poslanci so podprli tudi predloge o statusu študenta do konca študijskega leta, tudi po diplomiranju na 2. stopnji študija. Možno pa bo uveljaviti tudi dodatek za bivanje k štipendiji tudi med letom. Koliko stane študij za enega študenta? Ministrstvo za enega študenta za študij daje med 3 in 10 tisoč evri, odvisno pač od študijskega področja, pravzaprav med 2 tisoč evri na leto, in če še zdaj krat 4 pomnoživa, 8 tisoč evri, odvisno pač od študijskega področja, ali je to družboslovje, ali je to medicina, kar je izjemno malo. Če se samo malenkost na sever premaknemo, so sredstva na študenta že 15 tisoč evrov in več. Ja, do zdaj mi je super, no. Zdaj sem prvi letnik, zgodovino pa nemščino, prišla sem pa z Ljubljane, tako da ja. Kako to, da si se odločila študirati v Mariboru? Sprememba okolja. Zdaj 6. leto. Kaj pa? Medicino. Ti je všeč? Ja, super je. Ne bi nič spremenila, izboljšala? Ne, žal mi je, da bom že končala. Študij me veliko nudi, no. Pač, če si sam aktiven, tudi dobiš marsikaj iz univerze nazaj. Kaj pa študiraš? Matematiko. Organ univerze, študentski svet, ki ga sestavljajo predstavniki posameznih fakultet, za letos pripravlja pester nabor obštudijskih aktivnosti in priložnosti, med drugim razpis za štipendije za ženske v znanosti, Erasmus študij v tujini v 2. semestru, razpis za dodelitev denarne pomoči, volitve v študentske svete in seveda ne gre brez prvega roka.
Še preden se namreč študijska pot na Univerzi v Mariboru prav začne, bodo lahko študenti zagon za študij podprli še z udeležbo na tradicionalnem koncertu Gremo na prvi rok 10. oktobra v dvorani Leona Štuklja. Izpitna vprašanja pa jim bodo letos postavljali Be Cool, Vlado Kreslin in Mali bogovi, Dan D in Mambo Kings. Denar od vstopnine, ki za posameznika znaša 3 evre, bo v celoti namenjen za humanitarno akcijo Študenti za študente, s katero pomagajo tistim iz socialno šibkejših okolij, ki uspešno opravljajo študijske obveznosti.